Leto 2026, ko bodo naslednje državnozborske volitve, niti ni več tako daleč, a ne? Res je, čas hitro teče. In s tem seveda spet prihajajo na dan vprašanja o samih temeljih demokracije. O pravici voliti, pa tudi mogoče še bolj zapleteno o pravici biti voljen. No, danes se lotevava prav tega. Pred nami je precej obsežen dokument, ustavna pritožba in pobuda za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, ZVDZ po domače. Imava tudi potrdilo ustavnega sodišča, datum je 23. september 2025, tako da zadeva je uradno v postopku. Ne gre samo za neko mnenje, ampak formalno zadevo. Točno tako. In pomembno je poudariti, da to ni samo nek seznam kritik, gre za sistemsko obtožbo. Sistemsko. Ja, da zakon v sedanji obliki pravzaprav ne zagotavlja več pogojev za poštene in svobodne volitve. Vsaj tako trdi vlagatelj. Kaj naj bi bil glavni problem? Po navedbah v pritožbi naj bi zakon utrdjeval položaj že uveljavljenih političnih igralcev in, kar je ključno, postavljal zelo visoke ovire za vstop novih, še posebej za neodvisne kandidate in liste. Se pravi, da zakon ne služi več svojemu namenu. V bistvu ja. Pritožba argumentira, da postaja orodje za ohranjanje obstoječega stanja, namesto da bi bil nevtralen okvir za demokratično tekmo. Dobro, torej naša naloga danes je razčleniti te argumente. Pogledala bova ključne očitke, kako naj bi zakon omejeval politično svobodo, pluralizem, kako naj bi zmanjševal vpliv volivcev, kje naj bi bil diskriminatoren, pa še kakšne druge protiustavnosti omenja. Transparentnost, pravno varstvo. Kar precej stvari, ja. Pa začniva morda tam, kjer je kritika najbolj temeljna pri teh sistemskih ovirah. Pritožnik uporablja res močne besede, trdi, da ZVDZ ni več nevtralen, ampak, bom kar citirala iz dokumenta, instrument, ki aktivno ohranja status quo in sistemsko zavira politično participacijo neodvisnih državljanov. Kje konkretno vidi to sistemsko zaviranje? Kaj je tista največja ovira? Ja, osrednja točka te kritike je 44. člen ZVDZ. Ta določa pogoj za vložitev neodvisne liste kandidatov. In sicer, treba je zbrati 1000 overjenih podpisov volivcev. 1000 overjenih. 1000 overjenih, ja. In to znotraj ene same volilne enote. Argumentacija v pritožbi pa je, da ta zahteva ni več samo nek razumen filter proti neresnim kandidaturam. Ampak deluje kot dejanski zid, tako piše. Zid, ki neodvisnim državljanom praktično onemogoča uresničitev pasivne volilne pravice, torej pravice biti voljen. Zid. To je res močna metafora. Ampak, a pojasni, zakaj meniš, da je upravičena? Saj nek filter verjetno mora biti, kaj ne? Da ne kandidira čisto vsak. Seveda, potreba po nekem filtru ni sporna, sporna naj bi bila višina in pač narava te ovire in njena nesorazmernost v primerjavi z drugimi. Kako to misliš, nesorazmernost? Poglejva razliko. Neodvisni rabijo teh 1000 overjenih podpisov. Kaj to pomeni v praksi? Verjetno veliko dela. Ogromno. Vsak podpisnik mora osebno na upravno enoto ali k notarju. To je logistično breme, časovno, včasih tudi finančno. Pa še nekaj je pomembno, gre za javno razkritje politične podpore. Podpisnik se pač izpostavi. Aha, kaj pa stranke? No, tukaj je pa ta očitna razlika. Parlamentarne stranke, torej tiste, ki so že v parlamentu, vložijo listo s podpisi samo 3 svojih poslancev. 3. Samo 3, proti 1000 overjenim. Ja. Neparlamentarne stranke pa rabijo interni sklep organa stranke in po 43. členu določeno štelino podpisov članov stranke, ne 1000 overjenih podpisov volivcev. Razlika je res očitna. In iz tega po mnenju pritožnika izhaja neenakost v izhodišču, kar naj bi kršilo 14. člen ustave načelo enakosti pred zakonom. Ne gre samo za to, da je težko zbrati podpise, ampak da je nepošteno težje za ene kot za druge. Razumem. Ali pritožba postavlja to slovensko zahtevo tudi v mednarodni kontekst? Kako smo videti v primerjavi z drugimi demokracijami? Ja, primerjava je kar zgovorna in je pomemben del argumentacije o nesorazmernosti. V Sloveniji teh 1000 podpisov v povprečni volilni enoti predstavlja nekako 1,5% vseh volilnih upravičencev te enote. Kar ni malo. Sploh ne. Poglejmo nekaj primerov iz pritožbe.
V Avstriji je za kandidaturo na zvezni ravni potrebnih 100 podpisov na zvezno deželo. To je okoli 0,015%, bistveno manj. Res. V Nemčiji je 200 podpisov na deželo, kar je približno 0,003%. Še manj. Skoraj nič. No, na sosednjem Hrvaškem je potrebnih 500 podpisov na volilno enoto. To je okoli 0,14%. Še vedno precej manj kot naših 1,5%. Torej mi res izstopamo. Zelo. In pritožnik zato sklepa, da to ni samo neka nesorazmerna ovira, ampak da dejansko posega v jedro pasivne volilne pravice iz 41. člena ustave, kar je pa v nasprotju s temeljnim načeli demokracije iz 1. člena ustave. Ok, torej prvi velik očitek je ta zid 1000 podpisov za neodvisne, diskriminatoren in nesorazmeren. Ampak recimo, da nekdo to oviro preskoči ali pa kandidira na listi stranke. Kako pa potem sistem zagotavlja, da glasovi volivcev res odločajo? Tu pridemo do 80. člena ustave. Ja, ta je ključen. Ki pravi, da morajo imeti volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. Sliši se jasno, ampak pritožba trdi, da naš sistem dodeljevanja mandatov v ZVDZ to zahtevo nekako izigrava. Kako? Slovenski sistem dodeljevanja mandatov je res, treba priznati, precej zapleten. Kombinira dve metodi. Najprej Drupov količnik na ravni volilnih enot. Drupov? Ja, Drupov. In potem še D'Hondtovo metodo za porazdelitev preostalih mandatov na državni ravni. To so tisti iz neizkoriščenih glasov. Sliši se matematično. Kje je problem? Na prvi pogled sta to standardni metodi za sorazmerno predstavništvo, ampak pritožba argumentira, da je prav kombinacija teh dveh, skupaj z načinom, kako se upoštevajo preferenčni glasovi, tako kompleksna in za povprečnega volivca netransparentna, da strukturno zmanjšuje pomen preferenčnega glasu. Torej, čeprav lahko obkrožim ime kandidata? Točno. V praksi naj bi to pomenilo, da o tem, kateri kandidat z liste bo dejansko dobil mandat, pogosto ne odloča število prejetih preferenčnih glasov, torej neposredna izbira volivcev, ampak vrstni red kandidatov na listi. Tisti vrstni red, ki ga pred volitvami določajo vodstva strank. Se pravi, argument je, da čeprav obkrožim ime, na koncu zaradi preračunavanja glasov šteje bolj to, kam je stranka postavila kandidata, kot pa koliko ljudi ga je dejansko podprlo. Pritožba celo opisuje konkreten scenarij. Ja, natančno tako. Navaja se možnost in po mnenju pritožnika tudi dejanski primeri iz preteklosti, ko je kandidat postavljen visoko na listo, recimo na prvo mesto, z relativno malo preferenčnih glasov vseeno dobil mandat. Medtem ko nekdo z iste liste, ki je bil postavljen nižje, pa je dobil bistveno več preferenčnih glasov, mandata ni dobil. In to naj ne bi bila neka napaka v sistemu, ampak? Ampak logična posledica sistema, tako trdi pritožba. Volja strankarske elite, ki se kaže v vrstnem redu na listi, naj bi prevladala nad neposredno izraženo voljo ljudstva skozi preferenčne glasove. Kar je pa v direktnem nasprotju z ustavo. Tako je. Zahtevo po odločilnem vplivu volivcev iz 80. člena. Še dodaten argument pa je, da že sama kompleksnost sistema zmanjšuje zaupanje, ker ljudje pač težko razumejo, kako točno je bil njihov glas na koncu uporabljan. Razumljivo. Torej, visoke ovire za neodvisne in sistem, ki naj bi zmanjševal pomen preferenčnega glasu. To sta dva ključna sistemska očitka. Dajva pogledati zdaj še nekatere določbe, za katere pritožba trdi, da neposredno diskriminirajo določene skupine. Ena izmed najbolj izpostavljenih se nanaša na invalidnost. Ja, gre za 32. člen ZVDZ. Ta člen določa, da osebe, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, avtomatično nimajo pasivne volilne pravice. Torej, ne morejo biti kandidati na volitvah. Kar tako avtomatsko. Avtomatsko. In pritožba to označuje kot eno najhujših oblik neposredne diskriminacije na podlagi osebne okoliščine, invalidnosti oziroma zdravstvenega stanja. To pa izrecno prepoveduje 14. člen ustave. Kje je glavni problem te pavšalnosti? V tem, da zakon uvaja pavšalno kategorično izključitev cele skupine ljudi, brez kakršnekoli možnosti individualne presoje dejanskih zmožnosti posameznika za opravljanje funkcije poslanca.
Ampak ali ni Ustavno sodišče že pred leti odločilo, da je odvzem aktivne volilne pravice, torej pravice voliti tem istim osebam protiustaven? To se mi zdi malo protislovno. Lahko volijo, ne morajo pa biti voljeni. Točno to protislovje podanja pritožba. Kljub temu, da je bila zadeva glede aktivne volilne pravice spremenjena, je izključitev iz pasivne volilne pravice ostala nedotaknjena. Pritožnik trdi, da je to v očitnem neskladju tako s 41. členom Ustave, ki vsem državljanom pod enakimi pogoji zagotavlja pravico biti voljen, kot tudi z mednarodnim pravom. Ja, izrecno omenja člen konvencije OZN o pravicah invalidov. Ta državam nalaga, na invalidom zagotovijo politično participacijo, vključno s pravico biti voljen enako kot drugim. Skliceje se vodi na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, konkretno primer Alajos Kis proti Madžarski. Ki je obsodil kaj? Prav takšen avtomatski odvzem volilne pravice brez individualne presoje zmožnosti. Argumentacija je pač, da zakon temelji na zastarelih predsodkih, ne pa na dejanskih sposobnosti posameznika. Naslednja skupina, ki naj bi bila diskriminirana, so državljani v tujini. Členi 81 do 83 ZVDZ. Kaj je problem tam? Tam naj bi bil problem v tem, kar pritožba imenuje pasivni sistem registracije. Pasivni sistem. Ja, zakon namreč od državljanov, ki stalno ali začasno živijo v tujini, zahteva, da pred vsakimi volitvami aktivno vložijo prijavo za glasovanje. In to v relativno kratkem 30-dnevnem roku. In zakaj je to problematično? Ker po mnenju pritožnika to ustvarja neenakost, torej kršitev 14. člena Ustave, v primerjavi z nami, ki živimo v Sloveniji in smo v volilni imenik vpisani avtomatsko, po uradni dolžnosti. Se pravi, vse breme je na volivcu v tujini. Točno. Celotno breme za uresničitev temeljne pravice je preloženo nanje, kar naj bi bilo v nasprotju z načelom univerzalnosti volilne pravice iz 41. in 43. člena Ustave. Pritožba se sklicuje tudi na sodobne mednarodne standarde, ki od držav zahtevajo aktivne ukrepe za omogočanje glasovanja, ne pa pasivno čakanje. Pri glasovanju iz tujine je omenjena še ena posebnost, da je glasovanje po pošti odvisno od privolitve tuje države. Da. In pritožba to označuje kot pravno nesprejemljivo in celo ponižujoče za suverenost Slovenije. Argument je, da s tem Republika Slovenija podreja uresničevanje ustavne pravice lastnih državljanov odločitvi druge države. Potem pa je tu še občutljivo vprašanje narodnih manjšin, člena 20 in 23. Kot vemo, zakon zagotavlja po enega poslanca italijanski in madžarski skupnosti. Zakaj je to sporno? Pomembno je poudariti, da pritožnik ne nasprotuje posebnim pravicam teh dveh skupnosti kot takim. Tema je ustavno podlago. Ampak nasprotuje izključnosti te ureditve. Trdi, da zakon s tem, ko to pravico priznava le tema dvema, hkrati pa jo odreka drugim, prav tako zgodovinsko prisotnim skupnostim v Sloveniji, ustvarja neposredno diskriminacijo na podlagi narodne pripadnosti. Kršitev 14. člena Ustave. Ključni argument pa je, da bi moral zakon, če že uvaja posebne pravice na podlagi narodnosti, temeljiti na nekih objektivnih merilih, recimo zgodovinska prisotnost, številčnost, organiziranost. Ne pa kar na izbiri dveh. Ne na arbitrarni izbiri samo dveh skupnosti, tako trdi pritožba. S tem naj bi zakon kršil tudi pravico do ohranjanja narodne identitete iz 62. člena Ustave in mednarodne zaveze. Recimo 27. člen Pakta o državljanskih in političnih pravicah. Dobro, torej sistemske ovire, vpliv volivcev, diskriminacija. Pritožba pa se dotika še nekaterih drugih vidikov, ki naj bi krhali zaupanje. Eden je povezan s tehnologijo, glasovalni stroji. O tem se je že precej govorilo, a ne? Namen je sicer legitimen omogočiti lažje glasovanje invalidov. Ampak? Pritožba trdi, da ta člen ustvarja protiustavno pravno praznino. Zakaj? Ker zakon sicer dopušča uporabo te tehnologije, ampak hkrati ne predpisuje nobenih minimalnih tehničnih in varnostnih standardov za te naprave. Kakšnih standardov, na primer? Ključna pomanjkljivost, ki jo izpostavlja pritožba, je odsotnost izrecne zahteve po fizični papirnati sledi, tako imenovani VVP-ACTA, Voter Verified Paper Audit Trail. Papirna sled. Ja, fizični listek, ki ga volivec lahko preveri in ki omogoča kasnejše neodvisno preverjanje. Predvsem pa ročno ponovno štetje glasov, če pride do dvomov, napak ali sumov.
brez tega naj bi bil elektronski izid dejansko nepreverljiv. Kar ogroža transparentnost. Točno. Transparentnost in integriteto volitev, ki sta temelj zaupanja. Pritožba se sklicuje na mednarodne standarde Beneške komisije in na znano odločitev nemškega ustavnega sodišča, ki je prav zaradi tega razveljavilo uporabo določenih strojev. Zato pritožnik predlaga celo začasno zadržanje izpolnjevanja tega člena. Zanimivo. Potem pa je tu še na videz manjša zadeva, a povezana s sorazmernostjo kazni. 600 € globe za vsakoga, ki pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem. Člena 78 in 110. Seveda, nočemo orožja na voliščih, ampak kaj je tu narobe? Problem naj bi bil spet v pavšalnosti in nesorazmernosti. Cilj varnost na volišču je seveda legitimen, ampak zakon naj ne bi razlikoval med zelo različnimi situacijami. Naprimer? Na eni strani nekdo, ki namerno prinese orožje, da bi grozil, na drugi pa recimo lovec, ki se vrača z lova in se ustavi volit. Ali kmet z orodjem v avtu, ali varnostnik izven dolžnosti. Zakon naj tudi ne bi upošteval, ali je bilo orožje nabito, skrito, ali je sploh prišlo do kakšne nevarnosti. In ker se enači. Ker se te različne primere enači in predpisuje enotno, precej visoko globo 600 €, naj bi kršil načelo sorazmernosti iz 2. člena ustave. Ukrep ni sorazmeren v ožjem smislu. Pa tudi načelo enakosti iz 14. člena, ker nesorazmerno prizadene določene poklicne skupine in ne omogoča individualizacije kazni. In če se zgodi katera od teh domnevnih kršitev, kako učinkovito se sploh lahko pritožiš? Tu pridemo do zadnjega sklopa očitkov, pravno varstvo, 12. poglavje ZVDZ. Postopki sicer so, ampak pritožba trdi, da so neučinkoviti. Zakaj? Glavni očitek so nerazumno kratki roki. Kot najbolj očiten primer pritožba navaja samo 48-urni rok za pritožbo na Vrhovno sodišče zoper odločbo Državne volilne komisije o potrditvi mandatov. Ali pa rok za pritožbo na Upravno sodišče. 48 ur, to sta samo 2 dni. Točno. In pritožba argumentira, da je to objektivno prekratko. Za pripravo tehtne pritožbe, še posebej, če gre za kaj kompleksnega, rabiš zbrati dokaze, pregledati dokumente, morda poiskati pravno pomoč. V 48 urah je to praktično nemogoče. Torej je pravno varstvo samo na papirju. Pritožba pravi, da je iluzorno, zgolj formalno. Skupaj z nekaterimi nejasnostmi glede pristojnosti med različnimi organi, okrajne komisije, DVK, sodišča, naj bi to ustvarjalo sistem, kjer je pravica do pritožbe sicer zapisana, ampak v praksi težko uresničljiva. Kar je spet v nasprotju z ustavo. Jaz zahtevo po dejanskem in učinkovitem pravnem varstvu iz 23. in 25. člena ustave, posebej naj bi to spet zadelo neodvisne kandidate ali manjše skupine brez stalne pravne podpore. Če skušam povzeti celotno sliko, ki je riše ta ustavna pritožba, gre za obtožba, da naš volilni zakon ni več nevtralen, ampak sistem, ki po mnenju pritožnika aktivno favorizira uveljavljene stranke, postavlja nesorazmerne ovire novim, zmanjšuje dejansko moč volivcev pri izbiri poslancev, vsebuje diskriminatorne določbe, invalide, zdomce, nekatere manjšine. Jer zaostaja pri transparentnosti, recimo pri elektronskem glasovanju in pri učinkovitosti pravnega varstva. Pritožnik gre celo tako daleč, da uporabi tisto res ostro formulacijo, ki jo je navedel tudi poslušalec, ki nam je to posredoval, da je zakon postal zakon za zakol volivcev brez možnosti biti voljan. To so res težke besede. Res je, ton pritožbe je oster, kritika je obsežna. V jedru so očitki o kršitvah temeljnih ustavnih načel, demokracije, suverenosti ljudstva, enakosti, prepovedi diskriminacije, pravice voliti in biti voljen. In zahteve na ustavno sodišče so temu primerne. Seveda, zahteva ugotovitev protiustavnosti vseh teh spornih členov. Za tisti 32. člen o odvzemu pasivne volilne pravice invalidom zahteva celo takojšnjo razveljavitev. Takojšnjo. Ja. Za ostale neustavnosti pa predlaga, naj sodišče naloži Državnemu zboru, da jih odpravi v 6 mesecih. S tem jasno cilja na to, da bi bile spremembe sprejete še pred volitvami 2026. Zanimivo. Pritožba se zaključi z nekakšnim opozorilom ustavnemu sodišču.
naj ne zavrže pobude prehitro z argumentom o zakonodajni diskreciji, torej prosti presoji zakonodajalca, ker bi to po mnenju pritožnika pomenilo samo utrditev protiustavnega stanja. Tako je. In to nas morda pripelje do vprašanja za razmislek ob koncu. Kaj za zdravje demokracije pomeni, če del državljanov meni, da so temeljna pravila igre prirejena tako, da jih sistemsko ovirajo ali celo izključujejo? To je res ključno vprašanje. In kaj v praksi sploh pomeni tisti odločilen vpliv volivcev iz ustave? Je dovolj izbira med strankarskimi listami ali bi moral imeti volivec večjo moč pri izbiri konkretnih oseb, ne glede na to, ali kandidirajo znotraj ali zunaj strank? Vprašanja ostajajo odprta. Odločitev o tej konkretni pritožbi pa je zdaj v rokah Ustavnega sodišča. Hvala za pozornost pri tej poglobljeni analizi. Predstavljajte si, en sam državljan proti celotnemu volilnemu sistemu. Morda se sliši kot zaplet iz kakšnega filma, a to je resnična zgodba, ki se odvija pri nas, v Sloveniji. V tej analizi bomo podrobno preučili ustavno pritožbo Mihaela Bellisa. Njegova trditev je namreč, da so sama pravila naše demokracije postala, nepoštena. Tale stavek, ki ga vidite, je pravzaprav srž celotne pritožbe. Trditev je resnično drzna, da zakon ni več nek nevtralen okvir, temveč orodje, ki aktivno utrjuje monopol obstoječih političnih strank. Seveda se takoj vprašamo, kakšni so argumenti za tako resno obtožbo. Poglejmo si jih podrobneje. Torej, poglejmo si ključne točke te državljanske pobude. Pobude, ki trdi, da naš volilni zakon spodkopava same temelje demokracije. V središču izziva je torej ZVDZ, oziroma Zakon o volitvah v državni zbor. To je, če poenostavimo, knjiga pravil naše parlamentarne demokracije. Pritožba pa trdi, da so ta pravila napisana tako, da nekaterim igralcem že vnaprej dajajo nepošteno prednost pred drugimi. Prvi velik sklop argumentov se osredotoča na, kot pravi pritožba, nepoštene ovire za neodvisne kandidate. Postavlja se ključno vprašanje, ali je politični prostor pri nas resnično odprt za vse pod enakimi pogoji. In ta ovira, ta zid, kot ga opisujejo, ima zelo konkretno številko – 1000. Točno 1000 notarsko overjenih podpisov podpore mora zbrati neodvisni kandidat. In to v eni sami volilni enoti, zgolj zato, da se njegovo ime sploh lahko pojavi na glasovnici. Šele ko to število postavimo v širši, evropski kontekst, se pokaže prava slika. Pritožba namreč izpostavlja primerjavo. Poglejmo, v sosednji Avstriji je potrebnih 100 podpisov, v Nemčiji 200, na Hrvaškem 500. Slovenska zahteva po 1000 podpisih pa, drastično izstopa. To seveda odpira resno vprašanje o sorazmernosti takega pogoja. In tukaj pridemo do jedra očitka o diskriminaciji. Zakon namreč ustvarja dva popolnoma ločena sistema. Za neodvisnega državljana skorajda misija nemogoče zbrati 1000 overjenih podpisov. Za parlamentarne stranke pa zgolj 3 podpisi njihovih poslancev. Argument pritožbe je zato jasen. To ni več filter, ki bi preverjal resnost kandidatov, ampak je postal sistem, ki ustvarja privilegije. Zdaj pa prejdimo k drugemu ključnemu argumentu. Ta se dotika nečesar, kar zanima prav vsakogar, ki gre na volišče. Ali naš glas na koncu res šteje, ali zapleten sistem dodeljevanja mandatov sploh spoštuje odločitev volivca. Ustava Republike Slovenije v svojem 80. členu določa, in to je zelo pomembno, da morajo imeti volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom. Poudarek je na besedi odločilen. Pritožba pa trdi, da trenutni volilni zakon to temeljno ustavno določilo sistematično zaobika. Pa si poglejmo, kako poteka pot preferenčnega glasu, kot jo opisuje pritožba. Prvi korak. Volivec odda preferenčni glas za točno določenega kandidata. Ampak ta glas se nato najprej prišteje k skupnemu seštevku glasov za stranko. Mandati se potem dodelijo na podlagi uspeha stranke in, kar je ključno, glede na vnaprej določen vrstni red kandidatov na listi. In kakšen je lahko končni izid? Da je izvoljen kandidat z manj preferenčnimi glasovi, a z višjim mestom na listi, na račun kandidata z večjo podporo volivcev. Tukaj torej vidimo neposredno nasprotje. Na eni strani imamo jasno izraženo voljo volivca, neposredno podporo konkretnemu kandidatu. Na drugi strani pa imamo odločitev stranke, vnaprej določen vrstni red, ki ga je potrdilo vodstvo.
Pritožba trdi, da ko pride do tega konflikta, sistem vedno da prednost odločitvi stranke, ne pa volji volivca. Tretji sklop argumentov pa se loteva morda najbolj občutljive teme – sistemske diskriminacije. Pritožba namreč trdi, da zakon nekatere skupine državljanov aktivno izključuje iz političnega procesa. V pritožbi so izrečno izpostavljene skupine, ki se soočajo s temi sistemskimi ovirami. To so osebe z invalidnostjo, državljani, ki živijo v tujini in nekatere narodne manjšine. In kako zakon to počne? Pritožba izpostavlja konkretne člene. Naprimer, osebam, ki jim je odzeta poslovna sposobnost, avtomatsko odzame pasivno volilno pravico, torej pravico biti izvoljen. Državljanom v tujini nalaga obremenjujoče postopke za registracijo na volitvah. In ne nazadnje. Medtem ko zakon priznava pravico do zastopstva italijanski in madžarski narodni skupnosti, druge preprosto izpušča. Vse to nas pripelje do končnega vprašanja. Kaj točno pritožnik pričakuje od ustavnega sodišča? No, zahteve so zelo jasne in konkretne. Zahteve ciljajo naravnost v srce zakona. Prvič, naj sodišče razglasi pravilo o 1000 podpisih za protiustavno. Drugič, naj enako stori s sistemom dodeljevanja mandatov, ki daje prednost strankarskim listam. Tretjič, zahteva se takojšnja odprava avtomatične izključitve oseb z invalidnostjo. In za konec, sodišču predlaga naj zakonodajalcu naloži, da vse te pomanjkljivosti odpravi v roku 6 mesecev. In pomembno je poudariti, to ni zgolj teoretična razprava. Ta samodejni odgovor strani ustavnega sodišča potrjuje, da je bila pritožba uradno sprejeta v obravnavo. Proces je torej začel, njegova končna odločitev pa bo nedvomno pomembno vplivala na prihodnost slovenske demokracije. Celotna pritožba nas tako pripelje do enega samega temeljnega vprašanja, ki presega suhoparne pravne določbe. Vprašanje, o katerem velja razmisliti. Kaj pravzaprav naredi volitve resnično demokratične? Je to zgolj dejanje, ko oddamo svoj glas, ali pa je to morda zagotovilo? Zagotovilo, da so pravila igre poštena, enaka za vse in da ima na koncu glas vsakega posameznika dejansko moč.